Sem Luka Kovačič iz Kranja in pa sebe bi identificiral predvsem kot gorskega tekača in pa turnega smučanja, v prvi vrsti pa zelo velikega ljubitelja narave. Rad imam predvsem gore tiste najbolj zahtevne, do katerih vodijo malo bolj zahtevne poti, to mi je zmeraj izziv, te strme poti, ki vodijo na nedostopne vrhove. Zdaj, glede turnega smučanja, meni je to ena izmed najbolj logičnih opcij, kaj delam pozimi, zato ker polet me seveda vsak dan najdete v hribih, pozimi, ko pa pade tisti meter snega ali pa 2 metra ali pa 3 metre, je pa meni malo nelogičen, da bom hodil peš v hribe, pa sem bil pri vsakem koraku do kolen not udaril in sem izbral smučke, ki so najbolj enostaven način, da prideš do vrha, do želenega vrha, ki si se ga zadal, in pa potem še večji užitek je pa to, da dol ni treba laufati, ampak enostavno narediš tiste zavoje, neizmerno uživaš, upaš, da je malo pršiča in je to res užitek, ki te inspirira vsak dan, da greš naslednji dan spet, pa da ti spet en nov vrh vidiš, eno novo grapo in pa rečeš, tamle bom pa jutri smučal, danes sem videl, kaj je jutri, pa gremo še tjale. Zdaj, je pa res, da je tudi turno smučanje eden izmed takih bolj zahtevnih športov, kateri zahteva zelo velikega predznanja. Je res, da je zelo lep, slike, ki jih vidite na internetu, so ikonične, vedno perfekcionistične, ampak včasih pa ni tiste realne nevarnosti noter zavzete, tako da zmeraj je treba vedeti, kam se podajaš. Je veliko več nekih faktorjev, ki vplivajo na varnost, kot pa polet. Tukaj so plazovi, potem zdrsi, treba se znati gibati z derezam, s cepinam, treba imeti dovolj smučarskega znanja za to, da se potem spustiš po neurejenem terenu, zato ker vemo, na smučišču je proga zatrakirana, v hribah tega ni, In vsak naslednji meter, kakšen bo zavoj, moraš biti na to pripravljen, tako da je tak zahteven šport, in zato se ga je treba lotiti tudi z glavo. Je res adrenalinski, lahko zelo veliko adrenalina in je tako, noter padeš in vsakič nekaj odsmučaš, pa rečeš, naslednjič gremo pa nekaj težjega, bomo pa najdel bolj zahtevno grapo, pa se bolj tistega lotili, pa še bolj zanimivo, In tako da je res šport, ki nima limitov in enostavno nima meja in zato je toliko zanimiv, pa zato se rad z njim ukvarjam. Zdaj, tukaj je pa res, da sem pa jaz tudi bolj tekmovalna duša, ker tudi rad kdaj malo hitrejši korak naredim in tukaj je pa moja pot, ena veja turnega smučanja, pa tudi tekmovalno turno smučanje, s katerim se ukvarjam v zimskem času, tekmujem tudi svetovne pokale in pa v tujini zelo močne tekme, ki potekajo gor dol po hribih, če se začne meriti v dolini, pa rečejo tamle na hrib, pa še na hrib, pa greš pa še na unga, pa nazaj, ko prideš, se pa cajt ostalo, In tako je tak dinamičen šport, ki zahteva kompletnega športnika, ki zahteva zelo hiter vzpon, pa še zelo hiter spust in moraš biti tudi zelo dober smučar. In je res dinamičen, pa zanimiv in ima tudi prihodnost, v bližnji prihodnosti ga mislijo vključiti v program olimpijskih iger, tako da šport se razvijajo v porastu in je res super zadeva. Mogoče se zdaj kakšna slaba zima se najde, ki je malo zatonil, tudi jaz malo težje izvajam moje treninge in pa tudi hribi, kot vidimo zdaj trenutno, ko vam pogledamo, je vse zeleno, ampak upamo pa, da je naslednje zime bele, pa da je iz tega pač bolj zanimiv, pa da se bomo večkrat lotili turnega smučanja. Je pa tako, da vsak trening je pa kot odhod v gore, Trening je zame to, da grem v hribe, naredim vmes mogoče kakšne bolj intenzivne dele, ki sestavljajo vsak šport, če gremo striktno tekmovalno, zahteva tudi kakšen minuto ali pa pol ure treninga, tistega, ki ti mogoče ni najbolj všeč, ampak ti bo na dolgi rok prinesel zelo velik uspeh. In tukaj je treba zmeraj pomisliti, da smo v divji naravi nepredvidljivi, tako da se treba temu primerno tudi opremiti. In je treba opremiti vedno nahrbtnik, kljub temu, da zmeraj mislimo, da že vse vemo, pa da smo na vseh terenih že bili, vedno je treba imeti v nahrbtniku lavinsko sondo, lopato
in pa nekje na telesu, ne v nahrbtniku, ampak na telesu tudi žolno, lavinsko plazovno žolno. Ampak predpogoj, te stvari nam pa ne bojo čisto nič pomagale, če te stvari ne znamo uporabljati. Tako da tukaj je res fajn, če se vključimo tudi v kakšno delavnico za uporabo teh zadev, kako enkrat pride ta resna situacija, je treba odreagirati, tam gre za tudi, nažalost, za človeške življenja, tako da je treba te stvari znati uporabljati, se v dani situaciji znajdati, reagirati, ne paničariti, in to vaja dela mojstra, tako da je treba tudi take stvari trenirati. Zmeraj je dilema, kam se odpraviti na trening, in jaz mislim, da nikoli ne bomo falili, če se bomo odpravili v Kranjsko goro, ki je srce Julijskih Alp, tam je ogromno enih izhodišč okoli, tako da mogoče je danes najbolj, da se odpravimo proti Gorenjski, proti Zgornji Gorenjski, pogledamo razmere, potem pa bom pokazal tudi, kako izgleda primer enega dneva zunaj, kako izgleda moj trening, kako se prišlimam za trening, kako vse skupaj poteka, pa kako predvsem cel dan uživam na smučkah, pa se imam res fajn. Evo, dopoldne je, prišli smo v Kranjsko goro in današnji cilj je tamle za nami. Tisle sedeček tamle gor, tako da vreme se umirja, veter pojenja, oblaki grejo narazen in mislim, da je cajt, da se odpravimo na današnji trening, pa super bo. Danes razmere, tole spust bo vrhunski, pršič je padel ravnkar, tako da razjasnil se je, mraz je, tako da ni nevarnosti za kakšne plazove, tako da komaj čakam, da dam kožo dol, pa da se smučam v dolino. Cajt od zadnjič, ko da je bil je super razpon, zdaj pa hiter, ker klele na vrhu zmeraj piha, se uštivamo pa gas v dolino.